Lepo pozdravljeni ponovno v oddaji In Vivo Veritas, kjer je danes z nami obetajoči igralec, ki se je, bomo rekli, tudi že uveljavil, sicer pa grafični dizajner in od nedavnega tudi radijski voditelj. Tine Ogrin, lepo pozdravljen. Pozdravljena. Torej, kaj je zdaj tisto prioritetno? Po eni strani imamo dizajn, ki si ga zaključil na fakulteti, potem si igralec, potem si zdaj radijski voditelj. Kje se zdaj najbolj giblješ? Jaz se zdaj najbolj gibljem na radiju, ker sem tam dnevno, je to, da reč moja služba. Ampak želje, ambicije, tudi redni projekti so v igri. Ne? Tako da v filmu, v gledališču, to je moj cilj, to tudi bom rekel. Zdaj je že enih 6 let, ki se redno s tem ukvarjam. Tako da vedno več projektov je, vedno bolj grem k temu, tako da jaz bom kar rekel, da jaz sem igralec, ljubiteljsko sem zraven še, bom rekel, radijski voditelj. Grafični oblikovalec pa tako bom rekel, pride tuji projekti, ko dobim opcijo, da delam recimo, sceno za serijo, za nadaljevanko karkoli, tako da pride tukaj fakulteta, ki se mi naredi zelo prav, ampak jaz sem imam za igralca. To si dal slučajno kot primer ali si res delal prav sceno? Še lani sem, nazadnje lani, letos te opcije sem malo dal na stran, ker je bilo drugih stvari več, ampak sem dejansko delal za 2 nadaljevanke, ki ena je lih prišla, ena pa še pride na program, tako da sem bil. Lahko govoriš že o imenih? Ne še, ne smem. Aha, tudi o tej, ki je že prišla ven, ne smeš povedati? Ja, o tem lahko, ja, Skrito v raju. Sem delal neke grafike pa neke scene, ampak ta druga pa je mora ostati skrivnost. No, ko smo že pri serijah, je mogoče skrivnost tudi, ali bo prišla ven tudi 3. epizoda Gospoda profesorja? Oziroma 3. sezona. Tako bom rekel, uradno se ve, da je zadnje 2 leti ni bilo in tudi, da je drugo leto ne bo, ampak ni pa izključeno, da bo. Ni izključeno, da bo enkrat, mogoče drugo leto kasneje. Je pa zdaj, so bili tudi drugi večji projekti, sem videl na programu, tako da dejanskega odgovora nimam niti jaz. V bistvu kar nekaj poleti si zdaj v zadnjem času preživel z Gospodom profesorjem. Kako si v bistvu prišel sploh? Imaš agenta mogoče zdaj že? Imel sem ga, s tem, da za slovenski trg bomo rekli, agent ni lih potreben, ker je naš trg toliko manjši, tudi več ali manj. So neke odprte audicije, odprtega tipa, je pa seveda tudi akademija zelo močna, tako da izhajajo produkcije in vsi iz neke baze, ki je že ustvarjena, pa se tudi seveda veča. Ampak jaz sem v bistvu vse filme, vse serije, vse projekte, ki sem jih do zdaj imel, sem šel vedno na audicijo, ki sem jo sam najdel. Tako da je pač tak trg, ki moraš sam se lotiti, priložnosti ne pridejo same, če ne pridejo same, si jih moraš sam ustvariti. Tako da enkrat sem imel srečo, recimo konkretno za film Ne pozabi dihati, sem dobil audicijo, sem izvedel za audicijo preko moje sestrične, ki je videla nekje neko glas, nek plakat, niti ne vem točno. Mogoče bi šel, pa lih dejansko sem oni dan imel pot do Ljubljane, tako da sem se vmes ustavil in evo, film je bil narejen, bil sem izbran pri profesorju, pa tudi sem najdel audicijo, se prijavil, šel skozi več krogov in tako bom rekel, da bi bil prav povabljen, poklican na neko audicijo, nisem bil do leto pa pol nazaj, dajmo reči, 10 letih. Za Gepek ali? Ne, za en kratek film, ki bo letos prišel ven. Potem sem bil pa povabljen še na audicije, konkretno za Skrito v raju, pa nisem bil recimo izbran, ampak po profesorju, po prvi sezoni profesorja, dajmo reči, da se je začelo tudi odpirati, da sem prišel v neko očitno bazo, ker vedo zame, da sem reden v temo. Ampak ja, pri nas je tak trg manjši in si moraš sam iskati in delati priložnosti. Si se zato upisal tudi na AGRFT, ker se potem razširijo možnosti? Jaz sem se na AGRFT upisal zaradi tega, ker si želim se naučiti skrivnosti, želim se naučiti trike, želim se naučiti to, kar igralec mora imeti, se pravi, želim razviti svoj igralski inštrument. To je želja moja in vem, da imam tega prostora za razvoj ogromno še in bi mi bilo žal, če ne bi se posvetil temu, oziroma če
bi mi bilo žal, če ne bi bil v okolju, kjer mi je na voljo to, da razvijam to eno daljše obdobje. Ker sem samouk, lahko rečem, sem bil na delavnicah, še zdaj hodim, ampak na akademiji si res, tam si 100% za to tu pri stvari. In zaradi tega sem se prijavil na akademijo. Mogoče te zanima tudi gledališče, začel si v gledališču, čeprav vem? Ja, mislim, da vsak igralec mora začeti v gledališče, ker to je kot ena osnova, iz tu vse izhaja, ampak sem začel sem v Izoli, v gledališču Steps, pri Zvonki Radojevič, pol sem šel v gledališče Koper, Kati Pegan. Nisem bil pa zdaj, lani bi mogel eno predstavo delati, pa se je stvar malo zalomila v Kranju. Tako da sem počasi vstopam nazaj v gledališče, ker nisem ene 5 let v gledališču predstavljena. Kako pa je to, recimo, da si se moral potem voziti v Kranj, to vendarle je kakšne 2 uri pa pol vožnje? Če ni prometa. Zdaj, ja, to je lansko poletje za to, tako da je bila kar konica proti Ljubljani na klasičnih lokacijah vedno. Je mogoče malo problematično, da ne rečem problematično, da je manj možnosti za igralstvo, če bi recimo bil nemobilen, da bi živel samo tukaj, kjer živiš danes, v Istri, ker vendarle si rekel, audicije so bile v Ljubljani, kaj ne pusti dihati, ste celo v Beli krajini snemali. Tako bom rekel, snema se posod. Zadnjih par let se je tu na obali kar nekih stvari posnelo. Ampak audicije pa so več ali manj v prestolnici, zato ker seveda tudi tam je baza vsega. Kot mislim, da marsikatero področje oziroma industrija v Sloveniji. Ampak bom rekel tako, sploh za neko produkcijo, za igro, za filme, tudi za gledališče. Seveda imam gledališča na obali, ki so zelo uveljavljena. Je pa gor je še toliko več možnosti in je enostavno lažje, da se vse to gor izvaja. Zdaj, sedež produkcije večinoma imajo v Ljubljani, na obali, iskreno, zdaj ne vem na pamet povedati, če poznam produkcijsko hišo, ki bi bila. Ampak, bom rekel tako, se navadiš čez en čas, da pač če to želiš, ok, vem, da bo to en moj strošek, ampak ko si to želiš, pač enostavno ne razmišljaš o tem, samo greš in upaš, da bo čim prej še kakšna audicija, karkoli, da lahko greš gor, da se pokažeš. Bi bilo pa lažje, da je tu, ne. To pa ne moram reči. Torej se nimaš namena odseliti zdaj za študij mogoče? Bomo videli, mogoče da ja. Sem razmišljal o tem, zdaj pustimo cene najemnin, ne. Ampak... Vse kot študent AGRFT boš tako ali tako bolj malo doma? Ja, če bom. Če gre se prav. Aha, še ne vemo še rezultatov. Ne vem, maturo moram zajeti rezultate. Ja, maturo sem mogel delati. Ampak kaj pa, se pravi, za maturo si moral samo en predmet narediti, ne? Hvala Bogu, ja. Tako da ne bi tega ponavljal spet, ampak mogel sem en predmet narediti. Ampak ja, lahko ponosno rečem, da sem izbran bil. Na sprejemnih izpitih, tako da sem jih upravil. Kako pa so izgledali sprejemni izpiti? Si moral kaj posebnega delati? Vse je posebno. Sprejemni so tako, mislim, da se ve, da so taki notorious, ne vem, kako se reče, ampak so taki, bom rekel, te psihično in fizično izčrpajo, ker ni to samo 1 uro, niti 2, ampak je 3 dni. Imaš prvi dan, ko predstaviš svoje monologe, poezije. Katerega si izbral? 3 si moraš zbrati. Jaz sem si izbral en monolog iz predstave gledališke Usedline, se v MGL-ju igrali, pa ena zelo priznana, svetovno znana Mačka na vroči plečevinasti strehi. Upam, da sem zdaj povedal prav. Tennessee Williams. Tako da to je ena klasika, ena malo bolj sodobna, pa še en filmski monolog sem si vzel iz enega filma Human. Tako da to so bili moji asi iz rokava, če lahko se tako izrazim, ampak ja, tako prvi dan, kar zahteven. Če si izbran v drugi krog, imaš čez en teden še 2 dneva preizkus pevske nadarjenosti, pevskega posluha, govora, razumevanja, branja in tako naprej. Pa imaš pa še ta zadnji dan, ki pa je
najprej boš plesal vse možne pozicije, razgibal se boš v vseh možnih oblikah in pa seveda igral boš, improviziral boš ogromno. Seveda to ti daje komisija, naloge, ki jih moraš upravljati. Tako da, v bistvu po eni strani razumem, da je tako, zato ker seveda tisti, ki izbirajo razred, ki pride, želijo videti, kaj je ta oseba vse zmožna prikazati, če ima domišljijo, če ima fizične sposobnosti, če neke atribute, karkoli. V bistvu hočejo videti, koliko si ti kreativen. Kako pa je šlo s petjem, s plesom? Ful dobro. Ja? Ja, lahko rečem, da sem bil kar zadovoljen. Ne vem, zdaj to so te izkušnje iz videospotov? Ne, nisem nikoli delal spota, ki bi bilo odzadaj glasbo, da bi jaz, ne, lažen sem, ja, letos sem ga z Niko Zorjem delal, da je bil tako, da je bil prizor, kjer je bila muzika in pol, ne, mora zraven pet, lip-synkat ali pa, da vem karkoli. Drugače se pa vedno, kar sem s tem, do zdaj je bilo tako, da je zelo filmski pristop bil, nek scenarij odigrati in to. Ampak ne, mislim, da imam posluh od zmeraj, ne bom rekel, da znam full pet, posluh pa imam. Sem pa plesal, ja, sem bačato in salso plesal. Tako amatersko, ljubiteljsko, tako da sem malo teh muvov. Kako pa je na primer z naglasom? Sam recimo nimaš prav izrazitega naglasa, glede na to, snemal si film o Beli krajini, snemal si gospoda profesorja, ki se je načeloma odvijal v Ljubljani, pa smo si lahko predstavljali, da nekaj vas je pač od drugod, od dijaških domovih, kakorkoli. Ampak ali so ti kdaj prav izrecno rekli, zdaj pa ne uporabljati naglasa? Konkretno ne pozabi dihati. Smo krvadili, da je bilo, kako bom rekel. Spet pri Ne pozabi dihati smo bili zasedba vsaki svojega kraja. Jaz sem bil Primorc, Iva Bagola načeloma je Štajerka, ampak itak je profesionalna igralka, tako da naglasi pri njej absolutno niso problem. Matija je pa iz Bleda bil. Zdaj smo mogli najti neko sredino, da smo približno vsi iz enega kraja, tako da tle je bilo krvaj, ampak je lih to najlepše do tega, nek nov izziv, seveda. Opa, zdaj pa ne bom govoril po moje, ne. Drugače pa je to, da, mislim, to sposobnost tudi igralec mora razviti, da v končni fazi zna zelo hitro preklapljati med naglasi, predvsem nekemu srednjemu slovenskemu naglasu, to je kot ena skoraj da osnova, ampak sem pa že dobil tudi navodila, da v bodoče, to boš mogel imeti v žepu vedno. Tako da pri Gepeku recimo absolutno sem ostal še bolj Primorc kot sem. Tako da lepo mi je bilo. Res enega Primorca ne iz Gorice upodabljati, ampak enega Obalčana iz Markovca, ne vem. Drugače pa recimo pri Profesorju bil pa ena taka mešanca. Nekdo, ki je Primorc bil, ampak je prišel enih 5 let predtem v Ljubljano in zdaj se je že malo asimiliral. So na glas velik del v končni fazi tudi igralčevega znanja, ki ga mora imeti. Pa zdaj se ti zdi, da je mogoče slovenski filmski trg preveč rigiden, kar se naglasov tiče? Se zdi nekako, da če slišimo Dolenca ali Štajerca, bo verjetno smešen, zdaj primorskega naglasa skoraj nikoli ne slišimo. In če ga, je vedno iz Gorice. Je vedno goriški naglas na obali. Ne? Ampak jaz razumem, zakaj je tako, ker spet, ko ti uvajaš celo zasedbo, da zdaj bodo pa vsi mogli govoriti po primorsko, ampak prav neko specifično. Ti moraš imeti takoga, ki je vedno na voljo, da preverja, če to je tako, plus da moraš imeti ogromno vaj, da vsi igralci klapajo, da to je v končni fazi en velik zalogaj, da se ustvarja take projekte, kjer so vsi v drugem naglasu. Pustimo v Ameriki. Ne? Ampak tako bom rekel, veliko več se je Štajercev v filmih upodobljenih kot pa Primorcev. Če pa, ja, mogoče so ene stvari že malo, bom rekel, dobro. Stereotipno, kar stereotipno. No, se ti zdi torej, da bi bilo dobro videti več Primorcev? Ne? Ja, spet ne preveč. Ne. Prav je, da tako,
seveda, mislim, razumljivo je, da je večinoma zelo centralno slovensko usmerjeno, ampak lepo bi bilo videti, da res je to, kar sem rekel prej, ne, da zdaj pa gremo vsi v Izolo, vi ste vsi Izolani, pa niso Izolani. To bi bilo lepo vedeti, da res dejansko se naredi en cast, ki nima veze, odkot prihajajo, ampak se bodo vsi naučili, da bodo vsi enaki. Pa mogoče to ne velja samo za naglase, ampak tudi za katerekoli tematike, ne vem, kakšen primer bi dal. Da bi se dejansko ljudi naučili, da nimajo že tega znanja prej, da nekega znanja upravljanja, kar je prikazano v filmu, da se vsi to naučijo in da potem, kot da so od zmeraj to znali. Kar vidimo pogosto v Ameriki. Ne vem, zdaj se iskreno, na prvo žogo se zdaj spomnim Magic Mike. Recimo, če bi bilo to v Sloveniji, mogoče ne bi bilo dobro vedeti, da bi se uporabljal cast, ker noben tega plesa ne zna, da se jih nauči, pa da pol znajo, kot pa da se samo zbere tiste, ki oni zna ful dobro, te znajo, ok, oni, ki ne znajo toliko, pustimo, bomo naredili eni, ki kao znajo. To bi rad videl enkrat, mogoče če se razumeva. Problem v proračunu. Sigurno, to je velik zalogaj, ampak bi bilo pa zanimivo videti, kaj rata, če kdaj rata ta prilika, da se to naredi. Ti si recimo znal že voziti motor, ko se je igral v Niki? Ja. V Niki? Niki. Jaz sem dirkal z gokardi. Aha, se pravi, so te zaradi tega prav? Ne, ker pol so mi dodali to možnost, da kaj si fraj, kaj bi prišel na dan, dva samo odvoziti, ne v liku, ampak kot v grupi teh dirkačev na stezi, sem jaz enega od teh dirkačev odvozil. Nisem pa bil zbran za lik na podlagi tega, ker bi prej bil dirkač, ker v bistvu ni imelo veze s tem mojim likom. To je bil pač en fant, ki deluje malo nadut, ki je pač napisan, ampak jaz dejansko v končni fazi kot lik nisem vozil po scenariju, da bi jaz prav bil podobljen, da jaz znam voziti. Mene so dodatno izkoristili to. Ampak takole, se pravi, dodatno so te izkoristili za to, je bila to tvoja vseeno prva izkušnja s celovečernimi filmi? To pa. Ja, je kaj drugače igrati celovečerni film kot kratki film? Mislim, prva razlika je v tem, da je celovečer, ko se gre celovečer delati, je en večji budžet. Pustimo Gepek, ne? To je res govorilsko. Ampak kar sem delal do Gepeka, so bili produkcijsko zelo veliki, večji projekti. Igralsko tudi večji izziv, ker imaš večjo vlogo, recimo Ne pozabi dihati se dogaja v Beli krajini. Ampak kratki filmi so pa en tak, bom rekel, format, ki ga dosti prej lahko posnameš za gušt. Ne vem, imam recimo veliko sodelujem z Petim Kadom, to je ena produkcija z Ankarana, se poznamo že od zmeraj in od zmeraj tudi skupaj delamo krajše filme, ne vem, na Movitih smo vsako leto. Nam lahko mogoče malo poveš, kako recimo Movit izgleda? Se pravi, 3 dni imaš za posnet, nič ne spiš, delaš filme? Nič ne spiš, evo, to je to. Nič ne spiš, ješ, vmes probaš malo zaspati, ko se nekaj malo manj dogaja ali pa nimaš neke naloge večje, ampak to bom rekel, da je tako 2 dni si buden, snemaš vse živo, od kraja do kraja, oziroma odvisno kakšen scenarij, če je vse Ker na začetku dobiš pa kaj? En stavek, predmet? En stavek, predmet in situacijo, ki se mora zgoditi. Zdaj, načeloma se to ne spiše nikoli prej, ker ne moreš vedeti, čem se bo šlo. Ne? In najprej se gre na lokacijo, kjer je predstavitev, kaj bomo zdaj delali, se pravi, na lokaciji se zbere predmet, listek s predmetom. Ko se zbere, se žreba listek, ta situacija in beseda, stavek, ki mora biti not in ti to zveš gor. Zdaj moraš iti domov. Po poti se že ugotavlja, kaj bi posneli, kako bi, kje bi, zakaj bi. Režiser pol ta čas oziroma še nekaj par ur to piše in ko spiše scenarij, pride ekipa in zdaj gremo delati. In ko se to začne, se ne ustavi, dokler ni vse narejeno.
oziroma se itak spreminja iz situacij, kako in kaj. In pol, ko se načeloma vse to posname, je še, dajmo reči, manj kot en dan časa, da ti vse to zložiš, da štima zvok, da štima vse. In na srečo oddaš film preko linka, da ne rabiš še. Včasih je bilo tako, da si mogel fizično iti gor in pustiti USB do določene ure. Tako da movie je ful zabaven, ampak stresen in te zmozga totalno. Letos ste šli? Letos ga ni bilo, Aha. ker so naredili kreativni premor in bo drugo leto. Tako da. Ja, prav posebna izkušnja snemanja kratkih filmov je bila verjetno tudi nevidna roka Adama Smitha. Ne? To je bilo vse posneto v enem kadru, kadr sekvenca, tako rekoč. Tako, ja, recimo, to je pa prvi profesionalni kratki film, ki sem ga delal tudi v Kopru z istim režiserjem, Slobodanom Maksimovičem. In ja, snemali smo v takratnem še neprenovljenem hotelu Grand. In je bilo res, to je bilo pa organizirano neverjetno. Ne? Ogromno ljudi in vse v enem kadru, kot si rekla. Ne? Ta kader, to se je snemalo 3 dni in ta kader mislim, da se je šlo posnet. Pa je kader 15 minut dolg. Mislim, da enih več kot, mislim, da enih okoli 55 krat. Ni bilo vedno 15 minut, ne, ampak je bilo, se je počasi dograjevalo, ampak ogromno itak vadilo, preden se je sploh začelo snemati. Tako da ta izkušnja je pa res nekaj drugega. Ker tle, jaz sem imel recimo ta primer, da jaz pa Ilenja Mahnič, ki je tudi tvoja žena, oziroma nevesta v filmu Nevesta in v filmu Nika je podobila Niko, glavno vlogo. Midva sva bila tokrat par in sva začela film. Tako da film se je začel, midva tečeva, nekaj se zgodi, in potem se gre naprej in se sledi drugim osebam. In midva sva ga zaključila. Tako da če zdaj midva faliva, unih 15 minut je šlo v smeti. In to je bilo malo stresno, ampak ker je bila dobra organizacija, ker je bilo vse tako, kot treba, je bilo v bistvu ful zabavno, istočasno malo adrenalina je bilo. Kje se je pa ponavadi zalomilo, da ste morali ponavljati? Ne vem. Mislim, da se je zalomilo ali pri kakšnih igralskih dialogih, ali pa se enostavno, tudi 15 minut držati kamero, ker to je bil takoč kader. Mogoče se kaj narobe, pa se kdo kaj spotakne, pa slučajno se ni, ne vem, se je nekaj videlo, kar se ne bi smelo, ne vem, dejansko ostalih stvari nisem videl. Ker si cel čas na stand-by, ker 15 minut gre tako, pa misliš, da 15 minut. Ko je taka situacija, gre ful hitro, ampak nisem videl, ne vem, kje se je zalomilo točno. Ampak verjamem, da marsikje je lahko. Smo pa dobro zvadili, to pa je. Mi smo 2 dni vadili in dan in pol vadili, dan in pol snemali. Bi torej mogoče snemanje kratkih filmov lahko primerjal s snemanjem videospotov? Po eni strani ja. Mislim, jaz sem snemal, kot sem rekel, take videospote, ki niso bili res zelo, bom rekel, glasbene podlage in mi zadaj plešamo, ne, in lip sync. Iz tega do zdaj nisem nikoli naredil, ker je bilo vedno je bil primer spotov, ki ima scenarij. Tako da po eni strani bi jih lahko primerjal, ker si spet dan, 2 snemaš, tako ponavadi tudi na kratkem filmu. Je pa razlika ta, da nisem imel pa res nekega besedila. Je pa nek scenarij, ok, zdaj vi igrate na košarko, pa se to zgodi, pa je ono. Pa. Kadri spotov, ki sem jih do zdaj delal, so bili dokaj podobni kratkim filmom. Mogoče bi lahko se tudi kaj spisalo iz tega. Ampak spot je nekaj drugega. Mogoče malo lažje kot delati film. Letos pa imaš premor od snemanja. Poletni premor, ja. Poletni premor. Se pravi, za jesen že kaj načrtuješ? Ja, bomo videli zdaj, kako bo, ko dobimo rezultate mature. Kdaj bo to? Ja, mislim, da čez 2 tedna. No. Drugače pa, ne, plani so. Imamo v planu, smo mislili že konec avgusta, da bi posneli en kratek film. Imamo pa za nadaljevati še eno snemanje enega westerna, ki smo ga snemali zadnje 2 zime. Istrski western. Celovečerni? Ja. V planu je bil najprej pol ure, na koncu smo videli, da dejansko
pol ure premalo, ker je toliko materijala dobrega in ima smisel in mora biti not, da spišemo še malo. Tako da to je Luka Jorinčič, Magic, bomo videli zdaj kako naprej, ampak... Ampak čakate še eno zimo, ali kaj? Še ena lepa zima, bom rekel. V bistvu mi je zanimivo, da sem v zadnjih 2 letih mogoče več delal jeseni, spomladi, po zimi kot po poleti, ker ponavadi celovečerni film več ali manj se raje izkoristi za snemati na poletje, ker je več časa in tako naprej. Ampak letos sem imel premor, kar mi po eni strani kar pasalo. Ampak ko me čakam, da grem nazaj pred kamero. Zdaj, kot sem rekel, kratek film, western se nadaljuje, potem pa imam, vem, da se pripravljajo projekti večji, tako da tle predvidevam, da me čaka kakšna audicija, pa se pol vidi, kaj bo. V glavnem pa večji projekti so zagotovo drugo leto na meniju, bomo rekli. Pa se bodo vprašam za mogoče tale western, boš spet igral kakšnega naduteža, zgledate nekako radi te dajo v takšne vloge, kjer nisi prav prijeten lik. Jaz ne vem, kaj je to, ne? Ampak okej, deluješ mi tak in tak, okej, ampak dajmo probati neki kontra. Ne? To sem posnel letos, lani. Sem na film delal kratek, sicer sem igral nekoga, ki je dosti bolj tako ubogi, dajmo reči. To je ta Monolit? Ne. Zadnji objem. Drugače pa me radi dajo take vloge. Vsi bi rad to malo spremenil, ker se želim večjega izziva. Ne, ker te vloge ne bi bile dovolj velik izziv, ampak še toliko boljše biti nekaj drugačnega. Ne vem. Konkretno v westernu igram enega kavbojca, ki liči na kakšnega Clint Eastwooda v slovenski varianti. Ampak je po eni strani spet nekdo, ki ima visok ego. Tako bom rekel. Ja, Saša Pavček je zadnjič na neki okrogli mizi dejala, da je najtežje igrati nekoga normalnega, kot mamo ali kaj takšnega. Da kretina je lažje igrati, menda. Pa zna biti res. Ja, očitno, ne vem. Ono bo sigurno bolj želela kot jaz povedati, zakaj. Saj kako pa je na primer s tem, ko igraš najstnika? Zdaj, ko si igral Ne pusti me dihati, si dejansko še bil najstnik ali tudi ne več? Jaz sem bil kaj sem imel, 18 let takrat. Potem si še bil najstnik. Kot ker najstnik, za profesorja pa potem si igral najstnika. Ja, to pa to gre pa brada dol in izgledaš 16 let star, ne? V bistvu ne vem, samo v Niki sem bil res, da sem bil v srednji šoli. Ne, tudi ko sem 18 let sem bil srednji. Ja, v bistvu sem bil večji najstnik, ko sem v profesorju, kot pa v ostalih filmih. Pa ti je bil problem spomniti se za nazaj? Niti malo. Ni bilo težko, zato ker smo imeli ekipco dobro in smo se ujeli, hitro smo se vsi spomnili, ko je bilo v srednji šoli in smo samo začeli. Fore od takrat, pa vsak ima svoje fore, Obala ima svoje fore, Ljubljana ima svoje fore. Tako da ni bilo tle problema, ne. Pa te zdaj že ljudje ustavljajo na ulici, to je ta iz profesorja. S profesorja pa z GPK. Dostikrat nekdo pride pa mi reče stavek, ki se vrti na TikToku cel čas. Kateri? Če ti ne paše, ostani doma in to tega. Pa lepo mi je to slišati, ker to pomeni, da se je človek v filmu vtisnil v spominu in če nekdo ponavlja stavke, super. A si pričakoval, da bo Gepek tako uspešen, glede na to, da več let ste ga snemali, zelo počasi, čisto neodvisna produkcija v bistvu? Ja, mislim, Gepek je res projekt, ki se je začel snovati 7 let nazaj. Scenarij se je 5 let pisal, pol se delale audicije in je bila korona. Tako da smo 1 leto zamaknili, kot je bil v planu, da se film snema. Smo ga pa potem snemali, se pravi, 2022, druga polovica septembra do prva polovica novembra. Takrat smo posneli vse razen enih stvari in te kadre, te prizore smo šli potem snemati po zimi. En dan pa
marca en dan. V kratkih pa hlačah? V kratkih hlačah na snegu, ja. To je bilo kar zanimivo. Ampak, mislim, snemalno je film bil posnet v 35 snemalnih dneh, ampak zdaj kaj vse od zadaj, mislim, da niti jaz ne vem točno, ker to bo Žiga točno vedel, kaj vse rabi za en tak projekt spraviti skupaj. Tu bi boljše odgovoril Žiga, jaz sem bil tam prisoten, bomo rekli 3 mesece dela, 4. Žiga in Robi in ostali so jih imeli pa 6 let, 7. Pa si mu tako, da ne rečem, zaupal. Žiga je vendarle znan po svojih YouTube filmih. Je bil pa to njegov prvi celovečerni? Prvi celovečerni, pa ni prav veliko kratkih filmov pred tem posnel. Sicer tisto isto leto je tudi, so oni zmagali na Movitu ekipa. Ampak ja, sem mu zaupal, zato ker je bil zelo profesionalen. Mislim, tudi znanje je pokazal. Profesionalen pristop. Vsi smo bili priskrbljeni s tem, da smo lahko spali in jedli. To je vse, kar rabiš, da lahko začneš nekaj delati, bomo rekli. Ampak seveda moraš imeti ljudi, ki znajo snemati zvok in tako naprej. In v bistvu sem mu zaupal, ker smo tudi dobri prijatelji ratali, zelo hitro. In prej sem vprašala, če sem verjel v ta projekt tako močno. Mislim, da vsak od nas je verjel, da bo dober. Nismo povedali, da bo tako dobro gledan, ker smo pričakovali, mislim, najbolj cilj ima eno zlato rolo, pa ja, to je bomo 25,000, ne? Na koncu smo dobili 2, pa še presegli smo 60,000 ogledov. In to je tega nismo pričakovali, da bo to res tako gledano, ampak smo verjeli, da bo dobro. Mi smo res želeli si, da bi mladim bil všeč film. Oziroma, da bi generacije, kot so naši starši, se spomnili teh situacij, ko so šli oni na more čez mejo, ali pa ne vem, takrat je bila še Italija, ni smelo iti karkoli. Tako da smo pričakovali tako dober odziv, ampak vseeno toliko dobrega ne. Pa si doživel mogoče tudi kakšen komentar, zdaj pri nekaj teh, ki so mogoče malo bolj mladinski filmi, pa so vključevali recimo tudi tematiko drog. Sem večkrat zasledila, ko sem šla iz kinodvorane, da so se predvsem starejše generacije pogovarjale, češ, saj je zelo simpatičen film, ampak to z drogami so pa malo pretiravali. Aha, zanimivo. Ja, ena taka filmska zadeva se mora zgoditi, ne v filmu. Drugače pa tega od mladih osebno nismo dobili. Teh komentarjev. Tudi ena taka, bom rekel, posebnost GPK je ta, da res govorimo pogovorno na full. Dosti kletvic. Večkrat smo tukaj slišali opazke. Mogoče malce starejših generacij, ki so zagotovo vajeni, da se v filmih ne toliko preklinja, ampak po eni strani so pa prav rekli, pa se veš kaj, v bistvu prav, to je bilo enkrat, ne vem, kje je bilo točno, je bila premiera in smo se družili z enih par naših staršev, pa še neki ostali so bili in so res rekli do štata, rekel, ja, super, vse samo ste pa preklinjali, joj, In pol tekom večera mi tam sedimo in pol ta isti človek reče, samo veš kaj, sem gotov, mi res tako govorimo. Tako da, to sem večkrat slišal, prav za droge ne, ampak okej, sigurno je neka generacija mlajših, ki jim film še ni primeren za njih. Ne? Ampak ena filmska zgodbica v filmu pa naj se zgodi. Filmska je predvsem, kot slišim, tudi tvoja zgodba, kako si pristal na Radiu Kapris. Filmska? Ne vem, če prav filmska, ampak je mene presenetila, spontana pa je bila. Ja, iz tega, da sem se prijavil, da bi kot študent delal, pomagal okoli radia, ko bo poletje na plažah. Kaj si mislil, boš stole pospravljal? Ja, jaz sem bil animator, da bom tam napihoval te napihljivčke, ne vem kaj. Ok, malo še, vem, da je bilo, da moraš malo posneti za socialno mrežo in tako naprej. Ampak na koncu smo pač prišli iz tega, da kad te slučajno še kaj zanima, kakšen drugo delo na radiju, ne vem, speaker recimo. Ja, zakaj pa ne? Mislim, sem hotel biti kot mlajši, sem hotel mogoče. Ok, kaj imaš mogoče kakšen video, kakšen posnetek, da bi mi to pogledali. Smo pa potem prišli do zaključka, da sem bil eno leto pred tem, ne, da sem bil pol leta pred tem na radiju gost.
z namenom promocije, oziroma ko sem bil povabljen kot povezavi s gospodom profesorjem in iz tega se je v bistvu potem razvilo, da v bistvu nam je zelo všeč tvoj pristop, kako tudi se govoriš v bistvu. Tako da, če si za, lahko tudi probamo, da si kar špiker. Na koncu smo imeli uvajanje tekom poletja. Kako pa izgleda takšno uvajanje? V bistvu je bilo ful sproščeno, zelo sproščeno je bilo. V bistvu sem se vedno bolj začel vključevati v eter. Žiga Rustja, sovoditelj, je bil moj mentor, ki me je v bistvu v štartu predstavil radiju in kako mora speaker tudi zveneti, kako moraš podajati neke informacije. Sem pa ostale stvari v bistvu mogel sam pogruntati, tudi sem dobil nekaj PDF-jev z določenimi pravili radija in kako izgleda program, kje narediš povezavo, kje narediš hook, kje pritegneš poslušalca, kje zdaj pa poveš to in tako naprej. Ampak to je vse, kar moraš najprej izkusiti v praksi, da potem znaš to rednost v bistvu vaditi po eni strani. Ampak največ sem se čutil tako, da sem samo več ali manj, največ sem se čutil tako, da sem veliko več vstopil v eter, govoril prosto, da sva ustvarila nek tudi pristen dialog, čeprav tudi na radiju moraš imeti napisan program, kaj se bo govorilo. Tako da ni bilo najtežje uvajanje, je bilo v bistvu zelo sproščeno in tudi iz te sproščenosti sem se kar dosti naučil, čeprav v štartu, ko se prvič javiš, prvi teden, ko sem se javil noter, kaj bom zdaj povedal, kaj sem znal to prebrati sploh. Tako da... Se kaj poučanje branja, pravorečja, slovnice, tega je tudi bilo kaj? Dejansko ne, ampak to je nekaj, kar je moja osebna naloga, da sem se tudi jaz zavedal, da moram zveneti, zdaj pa moram malo lepše zveneti, malo bolj profesionalno. Tako da mogoče sem tudi tle malo na glas, ma ne zgubim, ampak sem se naučil ga primorčno malo stvariti neko ravnovesje. Tako da sem počasi začel malo čistiti, ne da je ne znam vključiti, ampak tudi meni lepše zveni, ko je nekdo malo bolj čist in formalen po radiju. Kljub temu, da si na lokalnem regijskem radiju. Ja, ampak to so te cukrčki, dajmo reči, ne. Gremo narediti, morje ima 25 stopinj, tako da pete naredite en tufo v našem morju. Ja, to so take, te stvari absolutno nisem sputal stran, to bo ostalo. Zdaj, o uvajanju govoriš v pretekliku, torej zdaj že povsem samostojno delaš? Ja, mislim, uvajanje je bilo, bomo rekli, 2 meseca in v bistvu sem v eter vstopil že septembra, malce prej kot načrtovano. Tako da sem potem od takrat bil pri tem še kakšen dober mesec potem, kasneje, od oktobra naprej, da moram, da sem res samostojen in da res ustvarim sam program, ga odvodim in tako naprej. Ne uvajaš pa še drugih? Sem! Si? Sem, ja. Sem vajal, lahko rečem Laro, našo sobotno voditeljico sem vajal. Več nas jo je uvajalo, ker smo se malo razdelili delo. Ampak ja, sem bil... Še do novega leta sem kot, bomo rekli, svež član ekipe uvajal še nekoga bolj svežega kot jaz. Pa sicer delate tako skupaj s tehnikom, ste sami svoj tehnik na Caprisu? To pomeni, da tudi svoje komade daješ noter, pesmi? Ne, mi imamo glasbenega urednika, ki za to skrbi, ampak bomo rekli, jaz sem tisti, ki skrbi za mešalko. Voditelj je za mešalko, nimamo nekoga, ki je samo za mešalko. Tako da imamo dosti več dela na takem radiju, ker si sam za vse. Nimamo nekoga, ki samo spiše program, nimamo samo nekoga, ki je na mešalki, nekdo, ki je urednik in nekdo, ki odvodi. V bistvu vsak voditelj je 4 osebe v ene. Kako pa ti gre kaj med nagradnimi igrami? To je pravo veselje. Ja, v redu. So zabavne nagradne igre. To mi je všeč pri radiju, da si v stiku s poslušalcem zelo hitro lahko, čeprav samo vodiš program. Klicev imamo veliko, ne vem, nagradne igre, dejansko pač ti vstopiš v pogovor v etru z nekom
ki mu poveš to novico, da je prejel nagradno igro, ali pa v končni fazi upraviš tudi intervju prek telefonskega pogovora ali pa v živo. In je lepo to, da si v stiku s poslušalci, tudi oni odprejo nekaj novega, kakšno temo novo, dajo svoje mnenje, slišiš veselje, žalost, vse. Tako da je tak živ medij, tudi medij, ki zelo hitro podaš neke informacije naprej, če je nujno ali pa ne. Pa se ti zdi, da se boš torej tudi, držimo pesti seveda za maturo, ampak da se boš tudi sicer glasovno še na govornem področju izobraževal, ker na AGRFT-ju pogosto pravijo, da ja, do kakšnega dialekta še prideš, ampak v tem smislu spreminjanja glasu za določene vloge pa se zdi, da nekako ne pridejo, vsaj glede na to, kaj vidimo v gledališčih, kjer mora biti tako ali tako vse glasno in težje spremeniš glas. Pa se to potem nekako preliva tudi v film, da v bistvu, ko vidiš podobo, veš, kakšen glas bo imela. Mislim, jaz se bom sigurno naprej izobraževal na področju govora, že samo zaradi sebe, ker si želim to dodatno razviti. Ampak mislim, na radiju se želim še ostati, tudi bom ostal del radija, ampak želim si res doseči to, da bi bil sposoben odigrati vsa slovenska narečja. Od štajerščine, prekmurščine, gorenščine, dolenščine, vse vadim, dajmo reči tako. Rad, ne vem, oponašam kakšne posameznike in tako. Dostikrat oponašam kakšnega dobrega kolega in potem vedno ima nek specifičen govor, neko specifično narečje in sodeč po temu bi rekel, da jih imam enih par narečij nabranih. Bi si pa želel to razširiti, ampak tudi drugače vem, da dostikrat se slišim sam sebe, kako malo ne dovolj artikulirano nekaj povem. Tako da, če sem si kot mlajši mislil, da je mogoče to dobro za filmsko kamero, za film, vidim, da je dosti lepše, ko nekdo zveni artikulirano in jasno, tudi v takem pogovoru, kot ga imamo midva. Tako da jaz se bom v tem definitivno še izobraževal, ker v bistvu bom rekel, sem videl, da se da glas zelo dobro razviti z določenimi vajami. Nekaj sem prebrala, da si že kot mali Tine pravzaprav želel postati igralec med drugim. Pa me zanima, kako zdaj recimo nazaj gledaš na to? Si predstavljal točno tako, kot danes tudi jaz snimati filme? Jaz sem si želel prav igralec postati, oziroma tako bom povedal, jaz sem hotel najprej biti voditelj, ker sem gledal Vida Valiča, kako je takrat njegov začetek tega stand-upa mi je bil fasciniran in jaz sem hotel, jaz bi tudi to. Jaz bi rad govoril vice na odru, nimam toliko vicev v žepu, da bi zdaj kar govoril, ne. Tako da sem hitro ugotovil, da ne bom stand-up, jaz bom voditelj. Samo za biti voditelj, to pa moraš biti igralec. Jaz bom igralec. Sem pa vedno imel željo biti v filmu. In lahko sem tudi ponosen na sebe, da sem jo relativno hitro tu izpolnil. Sem 15 let, ko sem nastopil v celovečercu Nika. Drugače pa je, tako ko sem prišel na prvi snemalni dan Nike, jaz se zaljubil v unem momentu, v tistem trenutku, jaz ko sem videl, koliko ljudi je tu, kaj se dogaja, luči, kamere, on igra sceno. Jaz sem se počutil kot v filmu, rad rečem. In od takrat naprej sem res temu sledil, tej želji in mi je to nekaj res tako lepega, da ne bom rekel, da se ne počutim, da ne delam, ampak je nekaj, kar to si želim delati. Evo. Tako da... Pa si predstavljal, da bo toliko improvizacije? Ne vem, kako sem si točno predstavljal, ampak bom rekel tako, jaz imam rado improvizacijo do neke mere. Več kot toliko potem, ker tudi utrudi improvizacija, je pa ful en lep del, tako, čim je impro, najdeš ful novih stvari, ful novih, ne vem, nove dialogi ratajo in tako naprej. Ampak več kot toliko pa mi spet ne paše. Razen, če je namensko tako narejen. En Gepek je bil veliko improta, je bil scenarij
ampak ne vem koliko verzij scenarija, no in na koncu mislim, da smo prišli na neko 40 verzijo scenarija, da je bila finalna. Pa še to smo jo pol mogli na setu spreminjati, zaradi določenih dejavnikov, ki mi na njih nismo imeli vpliva. Ne vem, parkrat se je zgodilo, da smo mogli zjutraj pred začetkom snemanja spet narediti sestanek, ker se je ugotovilo, da se ene stvari ne da več posnet, ker tiste stvari več ni tam. Aha. Ne, ker ni bila, mislim, Fizično je fizično na več lokaciji. tega ni bilo. Kaj bo šlo to skozi? Ugotovimo, da ne gre. Ne, spremenimo. In potem smo imeli sestanke. Pa dej, kaj naredimo en impro, ajde naredimo en impro. Na koncu smo se držali scenarija, ampak je bilo kar dosti improvizacije. Pa tudi zaradi tega, viš, to mi je lepo, da impro je, ker ti da tiste, lih takrat dobiš najbolj pristne reakcije, najbolj pristne neke odzive, nekaj čisto novega se zgodi. Če pa je tega ful, pa je malo utrujajoče. Pa se od režiserja do režiserja razlikuje, koliko zahtevajo recimo improvizacije? Tudi. Na Profesorju recimo je bilo kar improvizacije. Tam verjetno iz drugih razlogov, Iz drugih razlogov. ni bilo stvari. Ne, tam se je pač samo začelo dogajati in so nam pustili proste roke, oziroma smo tudi mi bili toliko sproščeni, da smo si upali narediti nekaj drugače, da je na koncu se je še dodatno to razvilo. Plus tega, da je Jure Henigman, ki je car zame. On je tisti, ki je z nekimi čisto drobcenimi stvarmi naredil lik samo takšen, kot je. In pol tudi mi, mladi igralci, nam je bilo to za en vzor. Ne? Tako da smo se tudi mogoče zaradi tega več upali. Ja. Pa, kako pa je bilo sicer takole Tiborja igrati zdaj? Igrali ste, čeprav vem, v Aškarčevi gimnaziji, to je bila lokacija snemanja. Ampak kako se je bilo pa počutiti se spet v šolskih klopeh, razen letos poleti, no, ko si se učil spet za umetnostno zgodovino? No, nisem bil v klopi, sem bil doma v sobi, letos, ampak drugače je bilo pa tako. Ni bilo težko, je bilo pa tako, dokaj sveže sem se počutil, da sem spet nazaj tu v tem prostoru, čeprav je par let minilo, ampak ni bilo težko spet igrati nekih najstnikov in teh situacij, ker se nam je toliko stvari zgodilo na pripravah, ki smo jih imeli. Mi smo imeli tako narejeno, da smo najprej pred snemanjem sploh, smo celotna ekipa igralcev, smo imeli en spoznavni vikend, delovni vikend, 4 dni smo šli enkrat na Kras, enkrat pa na Gorenjsko, bomo rekli, na nek prostor, kjer smo tam bili 4 dni in smo tam vadili prizore v učilnici. Tako da mi smo to že tam razvili in nam je bilo hitro to nazaj. Aha, tako bo srednja šola, ok, ampak dejansko smo mi tudi tako dobri prijatelji ratali, da so te fore in vsi te pogovori kar naravno začeli postajati in ko smo začeli snemati v učilnicah, je to bilo še ta pika na i, ki je naredila, zdaj pa vem, kdo sem. Zdaj smo pa v srednji šoli. Tam smo bili za mizah, ok, smo jih postavili, kot da so učilnica, ampak ni bila učilnica. Tle pa priješ prostor in vidiš zemljevid, geografije, pa tam so kemija, pripomočki, pa tabla, pa klopi, pa si kar mečeš v nesvinčnike čez učilnico, pa ne vem. Končno lahko. Končno, tam popisuješ mizo. Tako da, ne, mislim, v bistvu je bilo, ko so bili momenti, da smo začutili, da smo res vsi tako kar padli noter, je to bil en lep feeling, ki smo kar šli z njim in v bistvu je bilo težko končati to, ker te kar zapaše, ker po eni strani pa meni, tako rad rečem, da je meni lepših obdobij življenja srednja šola. In zaradi tega se vrniti nazaj je bil en lep spomin. Pa je to pomenilo, da si se vsak dan vozil v Ljubljano? Ne, sem bil v Ljubljani takrat. Poletje, ja, viš, to je to drugo. Celo poletje v Ljubljani. Ja, imam rad. Kaj hočeš reči, da si dejansko človek, ki uporablja morje, ob katerem živi? Viš, tle, tako, ne, to je zanimivo. Nisem unik, ki bo se celo poletje kopal v morju, čeprav ga imamo pred nosom, lahko rečemo, na srečo. Ampak, čeprav grem 4-krat na leto v morje, ne morem brez da morja
ne vidim, oziroma ne morem brez, da ne vidim morja in ta nek sol manjka v zraku, jaz ne vem. Tako da, to je bilo bolj muka. Von po luki. Von po luki, po mrežah, po ne vem, po čemurkoli. Ne, mislim, Ljubljana je meni ful lepa, ampak Obala je moj dom in bom rekel tako, živim za morje, všeč so mi tu gore, sneg, ampak poleti, če ni morja, je pa muka, vsaj meni bilo. Torej, gledališče Koper rezervirajte si čez 6 let. Ja. Recimo zanimivo, ne? Ko smo Ne pozabi dihati snemali, smo bili v Beli krajini, hribi, vse je reka, ful lepo. Ampak je morje. In to se prvi zgodilo, da sem bil se celo poletje kopal v reki, v morje sem šel 2-krat in to mi je bilo čudno. Ampak morje... Si moral bolj plavati. Proti toku, ja. No, pa še čisto za konec, ali sanjaš danes potem, kdaj še zamujam v srednjo šolo? Če sanjam to, da zamujam v srednjo šolo, kaj dejansko, da ni zbudila budilka? Ja. To se mi zgodi večkrat, tako da zdaj bolj sanjam, da sem zamudil službo. Ampak če sanjam, da zamujam v srednjo šolo. V bistvu sploh ne. Ker nekaj najlepšega mi je bilo, ko sem lahko vrgel une zvezke nekam in se nisem več rabil učiti za šolo. Tako da ne sanjam več toliko tega. Mogoče sanjam bolj te situacije, ki smo jih imeli s sošolci, to neko druženje, vikendi takrat. Zdaj sem prestopil nekaj leta, zdaj sem čisto v nekem drugem obdobju življenja, ampak ko so taki momenti, kot je profesor, je pa najlepše se spomniti tem. Ja, te vprašam spet čez pol leta, ker držimo pesti, kako bo na faksu spet. Načeloma. Ja, super, Tine, držimo pesti za rezultate mature in pa da danes ne boš zamujal v službo, te bomo vendarle spustili. Hvala, da si prišel danes tudi v naš studio. Hvala za tako lepo vprašanje, hvala za vabilo. Z veseljem. Tako, dragi gledalci, če ste mogoče zamudili kakšen del pogovora, vas toplo vabim, da se oglasite na našem YouTube kanalu Megafon TV, kjer si lahko pogovor v celoti ogledate že kaj kmalu po predvajanju na televiziji. Do prihodnjič, lep pozdrav!